Otroci in mladostniki, ki so v bolnišnici za otroke vključeni v program šole zdravega načina življenja, v skupnem prostoru najraje igrajo družabne igre. V bolnišnico so prišli z napotnico pediatra. Ja, več sem pojedla, pa pol, ko smo imeli v šoli kosilo, sem pa še doma. Jaz sem prišel, ker imam previsok holesterol in se mi lahko zamašijo žile. Debelost povečuje tudi možnost za nastanek nekaterih drugih bolezni, na primer sladkorne, srčno-žilnih bolezni in nekaterih rakov. Otroku privzgojimo, kako bi moral dan izgledati od jutra do večera, koliko gibalnih aktivnosti, katero hrano, v kakšni količini, v kakšnih kombinacijah. Najprej so v bolnišnici 2 tedna, vikende preživljajo doma. Čez 6 do 8 tednov se vrnejo, da preverijo napredek. Poleg pediatrov jim pri oblikovanju zdravega življenjskega sloga pomaga zelo velik tim strokovnjakov, tudi tistih za hrano. Glavne obroke, kot je kosilo, jedo po vrstnem redu. Najprej imajo juho, potem imajo solato, potem pa glavno jed. Ukolikor bi otroku ponudili vse to naenkrat, težko rečem, da bi naši otroci pravzaprav začeli pri juhi, najbrž bi pri glavni jedi, pri ogljikovem hidratu do juhe in solate pa prav gotovo ne bi prišli. Jesti po metodi rok, ena površina dlani beljakovin, ena dlan s prsti kruha, zjutraj in brez prstov zvečer. Med bivanjem pišejo tudi dnevnik, koliko in katero hrano zaužijejo. 4 ure na dan obiskujejo bolnišnično šolo, v popoldanskem času pa različne terapije in delavnice. Gibalne aktivnosti niso tekmovalne, ampak preproste in rekreativne. Najbolj všeč mi je plavanje in judo. Pri plavanju lahko se naučim plavati. Izbiramo take aktivnosti, ki jih bodo pač lahko potem izvajali tudi doma. Naučimo jih, kako enostavno uporabiti svoje telo in z njim dejansko nekaj narediti. Ko zapustijo bolnišnico, se delo šele dobro začne, seveda s podporo družine.